Jaz imam danes jaz sem vse to, tudi na počakaj. Glavni inšpektor, Kristof, direktor uprave za vaš podrečni podvaj, načelnik general štaba,
direktor USD, gospod Vuko, glavni inšpektor Julija Slovenija, novi direktor, generalni direktor, glavni preiskovalec, odgovorni pravda in Majstrov različna, Dajen Vrak. Tako, zdaj pa medije, prosim, če se kar premaknemo po tej. Lepo pozdravljeni, pravkar smo zaključili predajo poslov med sedanjim ministrom za obrambo, magistrom Matejem Toninom in novim ministrom za obrambo, gospodom Marjanom Šarcem, pa predlagam, da najprej damo besedo novemu obrambnemu ministru. Izvolite. Lepo pozdravljeni, spoštovani nekdanji minister, spoštovani predstavniki medijev. Opravila sva temeljit pogovor o tekočih zadevah, ki tečejo na ministrstvu, pogovor tudi o prihodnosti. Je trajalo nekoliko dlje, kar je treba razumeti, ker gre za zelo obsežen resor, obsežen sistem in zagotovo si je treba za te stvari vzeti nekaj več časa. Torej, jaz se zahvaljujem mojemu predhodniku za vodenje ministrstva zadnji 2 leti. Res je, da zadnji 2 leti nista bili klasični 2 leti vodenja tega ministrstva, ampak vemo, da smo se soočali s COVID-om, soočali smo se tudi z drugimi situacijami, tako da zagotovo je bilo v tem času veliko nekih turbulenc in nepredvidenih stvari. Z današnjim dnem naša ekipa prevzema Ministrstvo za obrambo. Kot sem povedal že v svoji predstavitvi v Državnem zboru, gre tukaj za 2 izjemno pomembni prvini obrambno-varnostnega sistema, in sicer gre za sistem zaščite in reševanja in pa sam obrambni sistem, kamor sodi Slovenska vojska, in zagotovo nas čakajo v prihodnje veliki izzivi, veliko je za postoriti, kajti gre za velik sistem. Glavni problemi sem jih tudi navedel na svojem zaslišanju, ampak ne bi želel vseh danes ponavljati. Opozoriti pa moram na odliv kadra, to je tudi za mene osebno največji problem, ker če ni kadra,
nima tudi kdo upravljati s tehniko, tako da tisto, kar je bilo dobrih praks, bomo nadaljevali. Bomo tudi zagotovo uvajali kakšne svoje prvine, ker vsaka vlada ima neke svoje prioritete, svojo začrtano pot, tako da sem počaščen, da lahko vodim ta resor in se bom tudi po svojih najboljših močeh trudil, da bomo v samem kolektivu, ki šteje 7000 ljudi približno, da bomo gojili predvsem dobre odnose, kajti nič ti ne pomaga tehnika, nič ti ne pomaga denar, če ni dobrih odnosov med sodelujočimi, in vsi deležniki v sistemu, od najnižjega ranga do najvišjega, so pomembni. Vsak je pomemben, kajti če en člen umanjka v samem sistemu, potem tudi ne moremo biti uspešni. In zagotovo bom temu posvetil veliko pozornosti, bom obiskoval tudi teren, kajti želim zvedeti vedno stvari iz prve roke, in zagotovo bomo našli skupne poti, da bodo vse pripadnice in pripadniki sistema, ki ga obsega Ministrstvo za obrambo, da se bo vsak čutil tako sprejetega kot koristnega in da bo tudi po svojih najboljših močeh prispeval za našo domovino, Republiko Slovenijo, kajti moto je: za koga? Za Slovenijo, in tega ne smemo nikoli pozabiti. Nismo tukaj zaradi sebe, tukaj smo zato, da naša država uživa varnost, stabilnost in da se državljanke in državljani počutijo varne. To bo moja glavna naloga. Hvala lepa. Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz seveda uvodoma iskrene čestitke novemu ministru ob imenovanju. Moram reči, da odlagam veliko breme iz svojih ramen. Včasih ti v podzavesti vedno odzvanja, kaj vse se lahko v tako velikem sistemu zgodi, ker si dolžen skrbeti za 7000 ljudi. Več kot 200 ljudi je na različnih misijah in vedno gre lahko kaj narobe. Tako da sem na nek način danes tudi z olajšanjem doživel ta dan, da na moji straži, če smem tako reči, se ni zgodilo nič slabega. In seveda tudi vse dobro želim novemu ministru, da bo tudi on lahko na takšen način mandat končal, da brez nekih velikih slabih stvari. To si želi vsak obrambni minister. Ministru sem tudi hvaležen, da sem imela iskren, odkrit, poglobljen pogovor. Seznanil sem ga s trenutno situacijo, kje smo. Z vsemi področji moram reči, da pri Slovenski vojski je seveda ključna stvar kadri in pa modernizacija. Pri kadrih nam je v zadnjih 2 letih uspevalo dobro, da smo držali številke pozitivne, glede na to, da je bila visoka gospodarska rast. Je pa seveda vsak začetek leta takšen, ko se ljudje upokojujejo, so številke negativne, ključna pa pride druga polovica leta, zlasti po poletju, ko je večji del ljudi na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Takrat je praktično tudi največji bazen za zajemanje novih kadrov. Seznanil sem ga tudi z procesi modernizacije, kje smo trenutno s tehniko, kje določene stvari stojijo in kaj je potrebno morda še na nekaterih področjih narediti. Na področju zaščite in reševanja sem ministra prosil, da nadaljuje s tem evropskim projektom, kjer bo v prihodnjih letih na razpolago 70 milijonov evrov evropskega denarja za resno prenovo našega sistema zaščite in reševanja. Seveda nas čaka tudi veliko ovir in bo potrebno tudi veliko ministrove energije, da se bodo projekti potiskali naprej, ampak ko se bodo vsi ti projekti zaključili, bo seveda sistem zaščite in reševanja na novi višji ravni. Ustanovili smo v tem času tudi Upravo za vojaško dediščino. Je to nov organ,
ki je na začetku svoje poti, morda ima tudi kakšne porodne težave, ampak vendarle je zaživel, je začel delovati in tukaj je kar pomembna stvar skrb za vojne veterane, vojna grobišča in pa tudi za našo tehnično dediščino. Dva inšpektorata, kjer sta po moji oceni delala dobro, verjamem, da bo to tako tudi v prihodnosti. Izmenjala so se tudi stališča glede trenutne situacije v Ukrajini in zlasti stvari in projekte, ki so odprti in kjer sem ministra zaprosil, da tudi se stvari, ki so še ostale odprte, dokončajo. Tako da današnji dan bo za mene tudi na nek način posebno zapisan. Odhajam z dvignjeno glavo, vesel, da smo sodelavci uspeli urediti in zaključiti številne projekte in je to tudi mesto, da se zahvalim vsem za njihovo požrtvovalnost, za njihovo trdo delo, ker na koncu sam ne more nihče premikati velikih stvari. Ekipa pa lahko. In tukaj iskrena zahvala mojim dosedanjim sodelavcem za njihovo trdo delo, da niso veliko spraševali, veliko pa naredili in to je dalo na koncu tudi rezultate. Novemu ministru pa vse dobro, srečno in pogumno naprej. Hvala lepa.